Spoštovani gostje, v imenu Mestne knjižnice Kranj vas lepo pozdravljam in predajam besedo direktorici Mestne knjižnice Kranj, Bredi Karun. Spoštovani obiskovalci, spoštovani gospod župan Boštjan Trilar, gospod Vlado Sofranjevski, predsednik fotografskega društva Janeza Kuharja v Kranju in gospod Uroš Birsa, arhitekt, ki je zasnoval tole knjižnico v Globusu. Hvala, ker ste z nami na otvoritvi 3 razstav, s katerimi začenjamo praznovanje 70-letnice knjižnice, ki bo trajalo kar ves teden. Nekoč je živel en graščak, ki je imel dosti vzga. Njiv, pol, posestov, hlapcev, dekel, ampak za ženo je imel pa eno prav ohrno žlejbo. In to je trajalo 1 let, pa še nekaj mesecev. Pa eno noč se mu v sanjah prikazala njegova žena pa rekla: ljubi moj mož, zdaj si pa rešil mojo dušo. Ker je bil pa gospod že star, je pa kmalu umrl. Ampak za njemu so pa dolg časa živeli, zato ker je bil tako dobrega srca.
vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo, pravi mongolski pregovor. In mestna knjižnica Kranj je zagotovo pravi kraj, kjer lahko vsak najde prave knjige zase. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na praznovanju mestne knjižnice Kranj ob njeni 70-letnici. Knjižnico Globus ste Kranjčani zelo hitro sprejeli za svojo dnevno sobo. In zdaj verjamem, da jo boste prepoznali tudi kot hišo razgledov, širokih pogledov, odpiranja navzven, novih partnerstev in storitev. Ob pregledovanju zgodovine 7 desetletij mestne knjižnice Kranj se je pred menoj odvila zgodba vaše knjižnice, ki je sicer podobna tudi zgodbam drugih knjižnic po Sloveniji, vendar pa vsaka nosi v sebi tisto posebno, kar lahko nosi le knjižnična zgodba. Ogromno srca in predanosti ljudi, ki jo ustvarjajo. Veliko veselje nam je, da je na nocojšnjem praznovanju z nami tudi minister za kulturo, gospod Tone Peršak, ki ga sedaj vabim k besedi. Kranj je starodavno mesto z neko razvito kulturo, pravzaprav že od srednjega veka dalje, in je seveda že v prvi polovici 19. stoletja bil mesto z razvito kulturno zavestjo, in to kulturno zavest ohranja tudi danes. Zato je seveda knjižnica še zlasti pri narodu, kot je naš, nek zelo temeljni prostor. Na nek način simbol. Mi se štejamo za narod knjige in s tem povezano je seveda tudi ta dejavnost knjižničarstva. In jaz samo upam, da bo knjižnica tako uspešno še enkrat, nisem poudarim, da sem prepričan in upam, da bo knjižnica tako dobro delovala tudi prihodnje. Čestitam, oziroma zdaj. Knjižnica ima 20.000 članov in okoli 1700 obiskovalcev dnevno. Mislim, da številke povedo vse. Ste ustanova, ki se zares lahko pohvali znanjem, informacijami in povezovanjem. Skupaj s člani knjižnice razvijate izjemno pomembno kulturno poslanstvo, širite in dvigujete pravno kulturo, ohranjate materni jezik, ste zakladnica neprecenljivih informacij prek interneta tudi v vsak dom. Če izposojevalec knjige dolgo časa ni vrnil, so v knjižnici zagrozili, da bodo v časopisu Gorenjec objavili naslove izposojenih knjig, če pa to ne bi zaleglo, pa še njihova imena. Po drugi svetovni vojni se je pač pojavil novi pogled, socialistični, po katerem so kapitalisti delavcem pač dolgo časa odtegovali knjige in mu prikrivali resnično življenje. Narodno-osvobodilna borba pa je pretrgala s preteklostjo ter pokazala delovnemu človeku pot do izobrazbe in napredka. In v tem smislu je bila torej 22. julija 1947, datum, ki ga danes proslavljamo, ustanovljena Ljudska knjižnica Okrajnega sindikalnega sveta v Kranju. Spoštovani gostje, zgodovino knjižnice, njeno podobo v javnosti, njeno kulturno vlogo in številne druge, njeno sedanjost in prihodnost zaznamujemo knjižničarji. Izmed številnih, ki so delovali v naši knjižnici zadnjih 70 let, sem izbrala nekaj tistih, ki so imeli mnogo talentov, eden od njih pa je bil tudi literarni. S Ivanom smo se sprehodili skozi dolgo zgodovino kranjskega knjižničarstva in prišli nekako do leta 2011, ki je ponovno ena od velikih prelomnic v dolgem življenju kranjskega knjižničarstva. Najprej zato, ker so se pod eno streho združili vsi trije oddelki, ki so bili prej sicer organizacijsko povezani, vendar prostorsko ločeni. Drugič zato, ker je prav v obdobju po letu 2000 v svetu prišlo do velikih sprememb v konceptu in razumevanju splošnih knjižnic. Če je bila prej glavna naloga posredovanje knjig in informacij, je danes knjižnica prostor druženja, preživljanja prostega časa,
kulture v najširšem pomenu besede, učenja, socialnega vključevanja in most med različnimi kulturami in generacijami. Kljub težavam, za katere upamo, da so le začasne, nas opogumlja velika podpora prebivalcev Kranja in okolice, ki se najbolj izraža tako, da jo redno in vedno večkrat obiščejo. Za konec pa še vse najboljše Mestna knjižnica Kranj in čim več bralcev tudi v prihodnjih letih. Naše čebelice. V naših krajih so čebele dobro poznane, na splošno pa so zelo spoštovane. Ampak si zaslužijo dame ugledne, saj so delavke pridne in redne. Rad pojem si v dežju, uživam pri tem znova srečen kot prej. Zajakam oblak, postanem lakat in moje srce hrepeni po njej. Nevihte ni več in vse mi je všeč, dežju se rodim, njenih ust nasmeh.
sprehod po dežju, kot sreče refren, še tisti zaboj dežju. Recim peti je vse mi na sveti, zakaj niso glasi, da pojem si včasih, zakaj ne vem, zakaj bi ne vem, zakaj bi ne vem, zakaj bi ne vem. Mauče jezero, mauče majnico, čir je dragi dom, svojo zivelko, čir so mezi bali, mamica moja, in prepivljali Vse naše obiskovalce seveda vabimo še naprej, da redno obiskujejo krajevne knjižnice, pa tudi mestno knjižnico Kranj. S tem je naša prireditev zaključena. Se vidimo čim večkrat v knjižnici ob veliko prebranih knjigah. Hvala!